prisotnim predstavnikom medijev. Za to novinarsko konferenco smo se odločili po sprejetju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kot veste, se je ta zakon zelo dolgo časa, oziroma tudi spremembe se pripravljali zelo dolgo časa in so te zadnje spremembe bile sprejete z zelo velikim soglasjem pravzaprav vseh političnih skupin. Zato tudi v poslanski skupini SDS se predloge sprememb, ki so bili zdaj kasneje v zakonu tudi nekako uresničeni, smo ves čas podpirali in jih podpiramo tudi danes. V bistvu gre za zakon ali pa za spremembe zakona, katerega je narekovalo kar nekaj stvari. En od teh razlogov za te spremembe je dejstvo, da je že kar 16 let ta star zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kar je pač zahtevalo določene spremembe, posodobitve in pa dopolnitve tudi zaradi dejstev, ki so pripeljali do teh sprememb zaradi odločb Ustavnega sodišča, potem tudi zaradi prenosov direktive Sveta Evropske skupnosti in pa nekaterih drugih zakonov, ki so se med tem časom spremenili. Cilji in načela predlagane te novele, ki je bila zdaj sprejeta, so bili zelo po pahlači široki. V glavnem je, kot sem že rekel, treba popraviti neustavno stanje in sicer predvsem na področju pogrebnin, posmrtin ter pavšalnih prispevkov. In po drugi strani doseči cilj primernih ureditev določanja cen zdravil, kot narekuje direktiva, čeprav je marsikaj na področju cen zdravil bilo že prej urejenih v zakonu o zdravilih in pa tudi v pravilniku o cenah zdravil, ki smo ga sprejeli tekom lanskega leta in za katerega veste, da je prinesel zelo velike prihranke zdravstveni zavarovalnici. Celoten znesek je bil, po izračunih, okrog 47 milijonov evrov, kar je praktično polovica tistega pozitivnega salda, ki ga izkazuje zdravstvena zavarovalnica v lanskem letu. Seveda, najbolj pomembno pri tem spremembi zakona pa je, da zakon zasleduje cilje socialne pravičnosti in za najbolj socialno ogrožene zavarovance glede doplačil k zdravstvenim storitvam z oprostitvami. Potem seveda z vključitvijo nekaterih novih statusov zavarovancev tudi dodatno utrjuje načelo solidarnosti in pa zakon ohranja načelo avtonomnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, hkrati pa zagotavlja uveljavitev javnega interesa v nadzorni funkciji države. Potem bi mogoče to uvodoma rekel še, da zakon razširja predmet pogajanj, načelo partnerskih pogajanj in odnosov tudi na področju medicinskih pripomočkov, česar do zdaj ni bilo, ter načelo pravnega varstva vseh udeležencev v teh postopkih. Zdaj bi se v tem uvodu, zaključku tega uvoda, povedal še to, da z vidika dostopa do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se breme doplačil do polne vrednosti zdravstvenih storitev v večji meri kot ostale občutljive osebe z nižjimi dohodki, zato se urejuje ta del teh pravic. Potem je torej sprememba zakona, ki bo socialno korekcijo sistema z ureditvijo, da za zavarovane osebe, ki ne presegajo kriterijev premoženjskega cenzusa, krije doplačile do polne vrednosti zdravstvenih storitev v višini ustrezno določene prispevne stopnje, da to plačuje državni proračun. Kritje plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb bi zahtevalo približno po izračunih 21,5 milijona evrov na letni ravni. To je za okoli 216 evrov letno na zavarovanca. Seveda je ta številka, verjetno, to številko točno težko določiti, še posebej glede na to, da zakon predvideva plačilo dejansko realiziranih in plačanih storitev iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
tistih storitev, ki se v resnici zgodijo. Torej, ne gre za tisto klasično zavarovanje v celoti, ampak gre dejansko za plačilo realiziranih storitev. To je zelo pomembno in zato je pa iz tega stališča malo težje seveda celotno vsoto jasno opredeliti. Zdaj za naslednje leto, ker zakon začne veljati 1.1.2009, je za izvajanje tega zakona že določenih 8 milijonov evrov in sredstva pa so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije iz postavke zdravstvo, varstvo socialno ogroženih. Seveda je tukaj treba povedati, da gre za razmeroma veliko številko teh zavarovanih ljudi, predvideva se okrog 99 000 upravičencev do tega plačila. Razen tega dela socialne korekcije, če bi temu tako rečem, je tudi v zakonu za razširitev pravic za slepe in slabovidne, gluhe in gluhoneme, za nekatere obolele z nekaterimi kroničnimi boleznimi, kot so cistična fibroza, pa tudi fenilketonurija, preventivni programi in v okviru teh programov bo pač po tem predlogu oziroma po tem zakonu plačevanje tudi nekaterih teh prehrambenih artiklov, ki so potrebni v okviru zdravljenja teh bolezni, plačano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj, mogoče bi tu omenil še 3 stvari, kot neko posebnost, kot neko novost tudi. Eno je, da se je z amandmajem, ki ga je predlagal, katere predlagatelj parlamentu je bila Zveza prijateljev mladine, da se v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo stroški sobivanja staršev z bolnim otrokom. In ta tekst, kot veste, ta stavek glasi: sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let bo plačano iz obveznega zavarovanja, kar omogoča seveda, ne glede na druge pogoje, da se lahko z vsakim otrokom do 5 let starosti na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja v bolnici hospitaliziran nahaja tudi eden od staršev. Mislim, da je to pomembna dopolnitev osnovnega predloga, ker bo na ta način, seveda, ker je na ta način deloma tudi, ali pa kar v celoti že, tudi realiziran zakon o pacientovih pravicah, ki take možnosti staršem daje. Mogoče zdaj še ena zadeva, ki se meni osebno zdi še posebej pomembna, to je glede plačila predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez, to se pravi za registrirane športnike, kjer se je dal pač ta en dodatek v samem zakonu, in sicer, da se predhodni in obdobni zdravstveni pregledi za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih zvez, ravno tako te preventivne preglede plačuje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po posebnem pravilniku, ki je za to določen. Na ta način je prišlo do realizacije podpisanega pisma o nameri, ki smo ga v lanskem letu na Ministrstvu za zdravje podpisali z Olimpijskim komitejem in ki tak način plačevanja registriranih športnikov oziroma preventivnih pregledov registriranih športnikov urejuje. S tem se bo bistveno zmanjšala možnost nekih nenadnih, hudih stanj, ki lahko nastanejo, če športniki niso primerno pregledani oziroma tudi niso vsi bili pregledani, ker je dejansko bilo potrebno to plačati iz lastnega žepa.